razkaza. Mogoče na tej nacionalni ravni ne toliko krat našo gostjo, ampak na lokalni ravni sem jo doživela že 3-krat in bila vsakič navdušena. Ona prihaja iz gospodarstva, je podjetnica, enkrat Slovenka leta, vedno Slovenka leta, motivatorka, moderatorka, veliko besed je, ki bi jo lahko opisali. Jaz bom poskusila tankočutnost. Zelo lepo, krasno. Tankočutnost. Hvala. Hvala, gospod Zvonka. Dobar dan, kak ste? Boš šlo pri meni do pauze? A šlo? Jaz sem si vzela uro, tako da 20 minut imam časa, v 20 minutah vam predvsem želim povedati, koliko ste vi pomembni. Pomeni, jaz bom malo obrnila drugače, da bom povedala zgodbo, koliko smo mi naredili z vami, koliko si morate to včasih dati kakšna krila k temu zdravo. Ok, pa bi najprej tako začela. Vsakega tistega, katerega cenimo, mu moramo dati nekaj najboljšega. Ponavadi so to naši otroci, partnerji, ampak čisto enako je po podjetju. Tiste, ki jih spoštuješ in ki se zavedaš, da oni so tisti, ki ustvarjajo dodano vrednost in ti povečujejo ugled, ne vem, srčnost, karkoli, to meni tem ljudem je treba dati nekaj najboljšega. In med te ljudi je treba dati najboljše predavatelje. In tega se bom zdaj dotaknila. Ko smo bili mali, je vsak od nas rad sanjal. Med njimi sem bila jaz tista, ki sem najraje sanjala. Res, tako, vedno sem bila bolj gor, ko pa dol. In dostikrat se mi je tako zdelo, da lepo je biti otrok, še danes se spomnim tistih mojih dni, tam, ko sem bila še 10 let stara, ker si zdel, da boš vse, da je vse možno, da čisto vse lahko uspeš. No, in ko se spomnim nazaj, sem si želela kot majhna deklica, da bom enkrat postala uspešna poslovna ženska, predvsem z lepo aktovko. Zaradi tega, ker sem imela sosedo, ki je bila pravnica v Tešu, Termoelektrarni Šoštanj, in ona je vsak dan prišla domov tako v poznih urah, imela je pa najlepšo torbo. Sploh ne vem, kje jo kupila, ampak tisto torbo sem si zapomnila, snega, ko bom uspešna poslovna ženska, bom imela lepe torbe. Danes jih imam, moram povedati, si vedno za to vzamem poudarek, pa imam lepo poslovno torbo. Ampak kaj se nam dostikrat zgodi? Moji starši niso bili takšni, kot vidimo to družino. Prihajam iz skromne družine, moja mama je delala v proizvodnji, oče je bil zidar in nisem imela te priložnosti, da bi moji starši videli te moje sanje. Ampak dostikrat so mi rekli, daj prosim nehi, najprej končaj osnovno šolo, potem končaj srednjo šolo, pa bomo potem videli, kje si. Kar pomeni, za njih so vedno bili bogati, mi smo pa tu nekje. Vedno so se delile te dve skupini. Res opravičujem, ker moram začeti uvod, da boste razumeli, zakaj vam to govorim. In rekli so mi, bogati si to lahko privoščijo, revni si to ne morejo privoščiti. In nekje v enem času, ko sem že bila v zlatarni, sem se spoznala z Bruceom Liptonom, a ga kdo pozna? On je izredno priznan biolog, kasneje v nekih časih je pa postal že motivacijski govorec, v tem primeru, kaj se dogaja z nami, ko ne napredujemo oziroma ko se ne učimo. Velik poudarek daje na učenju. In on je tudi takrat povedal, zakaj revni ostajajo revni in zakaj bogati ostajajo bogati. Zaradi tega, ker bogati starši skozi nekako potencirajo svojim otrokom, naj se učijo, naj berejo knjige, naj širijo svoje obzorja, naj potujejo in tako naprej. Revni pa vedno to si ne moramo privoščiti, to ne bo ok, ali pa tako kot je rekla, zelo lepo ste rekla gospa doktorica Anja Kranc, uči se, da ne boš rabo delati. In vam lahko povem, da so tudi mene moji starši učili s tem pregovorom. Uči se, da boš danes, da pol ne boš rabila več delati v proizvodnji. In zdaj vam bom najprej povedala en velik, vam bom najprej rekla ena velika hvala, ker meni ste predvsem pomagali vi, strokovni delavci, strokovni partnerji, kakorkoli predavatelji, da ste mi pomagali, da ko sem prišla v eno odraslo stanje, to pomeni, ko sem bila stara že 24 let, takrat, ko se malo zgubiš, ste mi vi pomagali, da sem odkrila, kaj je sploh moje poslanstvo. In res si včasih morate zahvaliti, kaj počnete.
ker se sploh ne zavedate, koliko ljudem pomagate razbiti ta mit, da reven mora biti reven, ampak da je reven lahko tudi bogat. Ker jaz sem danes, se počutim, da sem bogata. Bogata sem zaradi tega, ker sem prvo to, da je ena revna punčka iz skromne družine zrasla in da si lahko privoščim vse, karkoli si želim. Ampak sej veste, sej niso vse, ni bogatstvo jahte, vile in tako naprej. Bogatstvo je že to, da sem obdana z tako srčnimi ljudmi v našem podjetju, da sem obdana z partnerji, z dobavitelji, s tistimi, ki skupaj čutimo, da nam je ni samo pomembno, da gremo skozi življenje, ampak da živimo to življenje. In leta 2014-2015, eno nagrado mi je tudi podaril gospod Milič Hribar, smo mi dobili vse nagrade, vse možne nagrade, karkoli je možno. Takrat smo tudi iz proizvodne se preoblikovali najprej v razvojno podjetje, potem smo začeli svojo lastno blagovno znamko, to, kar gospod Milič tudi poudarja, preveč nas je samo v proizvodnjah, premalo pa temu razvoju, da pokažemo, kdo v resnici smo, ker ne rabimo biti nikomor podobni. Mi smo lahko najboljši, mi, unik, Slovenija ne rabi biti druga Švica, ne rabi biti druga Avstrija. Bodimo mi po tem, kar smo mi dobri, kaj je naša konkurenčna prednost. In takrat sem bila tako vesela, srečna z najožjim timom in me je poklical eden od menedžerjev in je rekel, da mogoče pa ne bi bilo slabo, če bi prebrala kak forum, ki piše o forumi o nas, kako izkoriščamo zaposlene. Veliko je bilo nasplošno komentarjev o meni, da se drugače obnašam, kar bi želeli naši zaposleni. No in takrat je bil ta moj preskok največji. Takrat smo mi v podjetju 2014-2015 zaposlovali, še vedno je bilo tako 70% proizvodnih zaposlenih in 30% režijskih zaposlenih. In takrat sem ugotovila, da mi ne govorimo istega jezika, ne govorimo enakega jezika, da to kar oni vidijo za srečo, je čisto drugo, kar vidim jaz za srečo. No in takrat sem povabila, prvič sva se takrat spoznali. V Velenju sva, ampak včasih tako, v manjših mestih, ko misliš, koliko si blizu, zato so mi všeč vasice. Jaz moram povedati, zelo rada sem v vasicah, ker se mi zdi, da so vsi kot ena družina. In sem prišla do Brigite in sem rekla, jaz nekaj moram spremeniti v našem podjetju. Potrebujem nekoga, ki mi bo pomagal, da bom naše ljudi v proizvodnji in pokazala, koliko so oni pomembni, da je lahko podjetje uspešno, ker je to zaradi njih. Kljub temu, da sem res človek ljudi. Meni tako reče, da nisem prava menedžerka, da sem bolj tista HR-ovka, po duši. In takrat sem prišla do Brigite, kaj mi je bilo lepo, všeč, in takrat sem se zavedala, da res to, kar počnete, delate s srcem. Res. Me je vprašala, in kaj si sploh predstavljam, kaj si želim. Sem pa rekla, a imate vi kak program, ki bi našim zaposlenim v proizvodnji pomagali, da bi lahko videli, da so oni tisti, ki delajo premike v podjetju. Ne jaz, pa Igor, pa režija. A je kdo od tistih, ki nam lahko pomaga? In Brigita je takrat prišla in je rekla absolutno, rekla, da bi si želela vse te ljudi spoznati. Cela njena ekipa je prišla zraven in da jaz naredim uvodni del, dejansko povabim ljudi, zakaj je to dobro za njih, ker se moramo predstavljati, edina stalnica so spremembe in da jih bo še ona potem nagovorila. In rada bi vam povedala, to bom še pol dotaknila, vsi vemo tiste številke, no in varianta je bila v tem, da smo takrat v tisti ekipi, takrat nas je bilo 250, 45 ljudi premamili, da so se vpisali v šolo. In kaj je bilo najbolj pomembno, najbolj zanimivo, da so te vaše svetovalke konstantno bile z nami v vezi, da že takoj, ko nekdo ni prišel na izobraževanje, da so poklicale, preverile, kaj se dogaja in tako naprej. Ampak kaj je bil cilj tega? Mi od teh v enem letu, mogoče bom se pol vrnila, sem mislila, da sem še dala številko gor,
V enem letu od 45 ljudi je 15 ljudi napredovalo na drugačna delovna mesta. Pomeni, če je bil delavec v proizvodnji, je postal tehnolog, je postal kakovostnik, je postala operaterka in tako naprej, nekje na višjih ravneh, kar pomeni, da so ta prva stvar, katero so dobili prvam, so dobili točno to, kar srednji ali pa nižji razred potrebuje. On zaupa samo 2 inštitucijam. To so učitelji, predavatelji, strokovni delavci in ta drugi, kateri so zdravniki. In če boste verjeli ali ne, nikoli niso v šolah problematični starši z nižjo izobrazbo. Problematični so starši intelektualci. Zaradi tega, ker vidijo 101 pravico pri zaposlenemu, tisti z nižji stopnje pa ne. Zakaj? Ker oni vedno rečejo, poslušaj učitelja, poslušaj predavatelja, upoštevaj ga, ker predavatelji, učitelji, strokovni zaposleni, karkoli bi že imenovali, oni nam pomagajo odpirati obzorja, ker nam starši ne morejo, ker nam niso mogli. In potem mi pomagamo staršem delati spremembe. In zato je to, da si res, da si štejete v čast, kaj počnete, ker to ni enostavno delo. Edino, kar je za mene, hotela sem povedati, nikoli ni prepozno, za nikogar, da se izobražuje, prav nikogar. Ne glede na to, jaz vam lahko povem pri moji mami, moja mami je res končala osnovno šolo, moja mami, tako sem ponosna na njo, da sem celo v knjigi napisala nekje, koliko se je spremenila, ampak moja mami, ko je šla v penzijo, ona googla, ko smo se prej pogovarjali, internet, ona na prevozi ORG nima izpita, ona potuje, ona vse slovenske kraje pozna. Pomeni, čist je razgledana na drugačen način, kaj se dogaja, pogleda, kam lahko gre, kam grejo upokojenci. Pomeni, se je odprlo neko obzorje, zato pravim, nikoli ni prepozno spreminjati ljudi. Pa mogoče, da se še vrnem nazaj, 15 ljudi je napredovalo, 4 so se upisali naprej od 45, 4 so se upisali naprej v šolanje, v srednje šole, na fakse, 4 od tisti 45, mi smo bili ponosni, in 3 tisti, ki so se še odločili, da grejo naprej. In zato se vrnem k temu, več kot 80% je nesrečnih ljudi na delovnih mestih. In ko je to kadrovska agencija povedala, sem jaz ta prva tista, ki sem ostala, gor pa sem rekla, to pa ne drži, ampak drži. Sam kje se to začne? Začne se pri vodji. Ko vodja začuti, ali je to delodajalec, ali je to direktorica, primer, ker pač vem, da je direktorica, ko vidim njo, vidim njene sodelavce, ker vse izhaja od nas, mi smo tisti dozgori, ko delamo spremembe. In ko so naši zaposleni videli, da jaz živim in da si ne morem predstavljati podjetja brez njih, da jih potrebujem, ker vse te kompetence, ko se zdaj pogovarjamo o digitalizaciji, sem se jih jaz tudi mogla naučiti. Mi v srednji šoli jih nismo imeli. Jaz sem še šele na faksu spoznala, se tudi oni tega učijo. In res, kar je, manjka odnos. Najbolj, kar manjka sedaj v tem času, manjka odnosa, da jih ljudje slišijo, da jih vprašajo, o čem bi se radi učili. Radi bi štrikali, pa naj grejo na štrikanje. A veste, koliko lahko to odpre drugih možnosti za ustvarjanje. In dokaz, kateri je, zdaj malo, ko nimam, ker se vidi, ki nimam slajdov, da bi vam lahko pokazala. In jaz sem iz tega razumela, iz tega sporočila, kar smo ga midve s Brigito delali, sem razumela eno sporočilo. To, kar nam skozi govorijo, pa tega ne razumemo. Še jaz sem vedno občudovala vse tiste največje specialiste, koliko so dobri in koliko so močni. Koliko, glede na to, da ste izobraževalna inštitucija, vi boste tako in tako vedeli, da je 7,5% so spretnosti, 7,5% znanje, vse ostalo je pa odnos. Pomeni, ko vidimo pri ljudeh, da imajo iskrice v očeh, nikoli ni prepozno, tudi če je oseba stara 50 let. Jaz vam garantiram, ker med njimi vam lahko naše pokažem, ki so dokaz temu, kako se lahko spremenijo. In ko imamo odnos, to meni, ko na drugi strani začuti oseba, da ima nekomu, ki mu lahko zaupa,
In da je nekdo pripravljen in da ga ne ponižuje, da reče, bravo, a boš naredil, ti bom pomagala pri tem, garantiram vam, da so včasih lahko boljši kot tisti intelektualci. Tako da upam, da mi tu ne zamerite, ampak res so odprti, dobijo krila, da poletijo. In jaz sem potem želela, da pa saj en dokaz vam pokažem, da smo pa res bili uspešni. Vsi poznate zlato nit. Zdaj ne vem, koliko to za vas pomeni iz 3,9, gospod Peter na 4,05, koliko je to za vas? A je to v redu, a je to, kak bi zavzeto zaposlenih se nam je v enem letu, takrat, ko smo sodelovali z Ljudsko univerzo. Mislim, jaz vam bom to povedala, to je indeks dober indeks, zelo dober indeks. To mi smo prekoračili 4, ampak kaj se je zgodilo? Ljudje so se začeli smejati, ljudje so videli, da jih potrebujemo, ljudje so se začeli čutiti kot del organizacije, da vidijo, da imajo priložnost rasti. In to je bilo tisto, kar je bilo nekaj najboljšega. Zdaj pa mogoče, da se malo dotaknem vas, imam še 5 minut. Kje vidim, da pa imamo izziv? Kje pa imamo izziv? Za te ljudi, ki so v proizvodnji, ti potrebujejo 3-krat boljše predavatelje kot tisti, ki so intelektualci. Zakaj? Ker je najbolj pomembno, da ko se pogovarjamo o teh ljudeh, oni najprej morajo dobiti to energijo, ta passion osebe, ko stopi pred njih, da jim pokaže, da to res srčno rad počne. In dostikrat rečem Brigita, pa daj mi nekoga, potrebujem nekoga za retoriko, ker so mi ti ljudje najbolj pomembni, da mi povejo, koliko so lahko zrasli, daj vzamte to, daj vzamte, ne vem, daj mi ono, ne vem, za komunikacijo, pa reče Brigita, joj, te ti pa ne morem, te pa ne grejo v moj budžet. Pa jaz tako rečem, pa glih ti morajo imeti višji budžet, zaradi tega, ker pri teh potrebujemo to, da naredijo ta preskok. Tisti, vse, kar potrebujejo, jasna pričakovanja in rabijo odnos imeti do novega, do nekaj, kaj pride jim nasprotja. Medtem ko ti pa potrebujejo eno svetlo točko, enega dobrega predavatelja, ko bo z njimi delal, pa ko jim bo pokazal, da se vse da, čisto vse da. In spomnim se, ko nas je Brigita povabila v vzorčno mesto, a vi veste, da imamo v Velenju vzorčno mesto? Veste, ja. V redu, prvo, kar je bilo dobro za otroke, tako nam govorila, pa smo pa povabili, pa smo pa z Brigito naredili za starejše. In kaj je bilo dobro? Ker so starejši videli, koliko ne znajo, pa koliko se lahko naučijo. In takrat jim odpre oči. To meni, ni fora, da nas otroci samo učijo. Lahko tudi mi njih z izkušnjami, oni nas z novitetami, ampak po drugi strani pa lahko pokažemo, da mi vse to lahko se tudi naučimo. Tako da hvala tudi, da imamo tako mesto v našem, vzorčno mesto v našem mestu. To je pa zdaj za vas. Dragi moji, kaj pa jaz vidim kot še en dodatni izziv? Prvo to, da vas prosim, če lahko boljše predavatelje z večjo empatijo damo tem ljudem. To, da dobijo osebo na drugi strani, ker ko oni začutijo to osebo, potem jih kar pelje in kar hočejo iti naprej, ker jih zaupajo. Ta druga zadeva, katera pa je, toliko različnih inštitucij pa s podobnimi programi. Zelo s podobnimi programi. In potem, kaj se vam dogaja? Rušite eni drugi sebi konkurenčnost. In potem en prije s tako ceno, drugi prije s tako ceno, tretji prije tako ceno. In potem na drugi strani, če si predstavljate, ko se to odločuje, nek HR-ovc, on takrat reče, je čist zgubljen in razmišlja, joj, moram se budžeta držati, kar je totalno pase. Ampak kaj pačemo drugače, še vedno moramo biti profitabilni. Ampak, če vi veste, v čem ste vi najboljši in prijete s tem srcem in passionom in rečete, zaradi nas vam bomo mi pomagali, bojo vaši zaposleni videli priložnosti za naprej, za rast podjetja, potem to bo. Če prije pa Brigita mi ponuja, pa reče, imam tako ceno, pa mi da, pa pol nekdo drug prije, pa tako ceno mi da, pa rečem, Brigita, ni okej, ker potem se ne ve, kdo je res specialist.
Vi morate biti v eni točki specialisti na določenem programu, če ste za odrasle. Gospod Peter je rekel za 40, vsi smo odrasli, res sem čez 40, pa se mi zdi, da vsak dan se moram še vedno bolj učiti. Tako? In glih to mislim, kje je tista vaš fokus, vaša rdeča nit, ko pridete v podjetja, ko rečete zaradi vas oziroma zaradi nas, boste postali, ne vem, boljši, z višjo dodano vrednostjo, z več empatije, boljšega odnosa in kakorkoli. In, sej se mi je tudi izteklo počasi. Tako, eden izmed mojih pregovorov je, znanje je moč, učenje pa je super moč. Jaz vam moram povedati, da jaz se vsak dan učim, vsak dan najmanj 1 uro. Najmanj 1 uro. In v našem podjetju upeljujem tako, da imamo enkrat mesečno za vse naše zaposlene, tudi delam na osebni rasti. In odkar delam, to je tako 3 leta, enkrat mesečno, pa nobena skupina ni manjša kot 65 ljudi, nobena skupina ni manjša in vsi tisti, ki ste nekje v bližini nas, glede na to, da poznam nekaj gospe, bi bilo tudi fajn, da pridete in da vidite, kakšne so se spremembe zgodile pri nas. To pomeni, ko se delodajalec spremeni, ko se vodja spremeni, se spremenijo tudi zaposleni. Samo ljudem je treba dati priložnost. In jaz sem prav zaradi tega napisala mojo knjigo, zato ker mislim, da se to v podjetjih ful veliko dogaja, da je v podjetjih veliko nesrečnih ljudi, tako kot smo videli prej, samo zaradi tega, ker ne najdejo svojega purposa, svoje namere in smisla, zelo lepo smisla. Smisla, ker starši so nas učili, šoli se, da se bo zaposlil v dobrem podjetju in da tako. Ampak predvsem v to in potem gremo in se zaposlimo, ker moji starši me niso mi mogli dati nekega ogledala pa povedati, pa mi reči, ta organizacija bo dobra zate. Pač sem mogla sama to preizkusiti in videti. In zdi se mi, da je veliko ljudi zgubljenih v podjetjih, tam, kamor ne spadajo. Zakaj? Ker imam eno izmed mojih najboljših prijateljic, je ful visoko v Gorenju, vse, kar se pa rada z nami pogovarja, se pa rada pogovarja o kuhi. Kaj je skuhala, pa kakšne recepte je naredila, pa gor dol. In mi vsi rečemo, kot je za Božjo voljo, da odpri svojo gostilno. Ne, to je za hobi. Zakaj? Ker smo pomešali, da hobi je nekaj drugega, kar je pa naše delo. To je eno te isto. Jaz se res uživam to, kar počnem. In jaz si res želim, da mojo zgodbo prebere čim več ljudi, da vidi, da je od ene skromne punčke, kdo sem danes, koliko sem našim sodelavcem pomagala, koliko so sami sebi pomagali, koliko pomagajo take inštitucije, kot ste vi, da lahko dobijo krila. Prosim, dovolite ljudem, da dobijo krila, ampak zato jim pomagajte zraven. In vse, kar je pomembno, hodite v podjetja, povejte, kje ste najboljši, delite na tem, da bomo skupaj pomagali tem našim, ko rečemo blue collar v naših industrijah, pokazati, koliko je potencijala, da lahko podjetja rastejo naprej. Tako da, iskrena hvala, to bi bilo z moje strani. Tako da, je še kako vprašanje za mene?